Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni oddaji ne bomo skakali, to bomo v naslednji, ko bomo tu v studiu gostili kičevške skakalce. V tej oddaji bomo streljali v navednicah. Z nami v studiu sta dva odlična strelca s pištolo, Bogdan Slanšek, Bogdan Žujo. Živijo. Včasih v Zagorju, v Zagorskem klubu, zdaj v Trbovskem. Z nami pa je tudi že državni prvak Oto Strakošek. Žujo. Pozdravljeni. Seveda govorili bomo o strelskem društvu 1956 Trbovlje. Preden pa gremo na to strelsko društvo, še v prejšnjih oddajah, nekaj oddaj sva posnela, smo te poznali kot člana Zagorskega strelskega društva Okrogar Skvarča, če se ne motim. Ja, pred leti sem bil dolgo časa član strelskega društva Okrogar Skvarča iz Zagorja, vendar je situacija tako nanesla, da je bilo nekako pomanjkanje kadra. Poskušali smo spraviti društvo na nekak višji nivo, vendar ni bilo pravega posluha in sem se potem odločil, da se predstavim v Trbovlje, ker je dosti bolj organizirano društvo. Skupaj s sinom? Ja, skupaj s sinom smo, potem je šel tudi z mano in smo tako naredili tudi ekipo v pištolski disciplini, tako da smo jim popestrili tudi z te strani program. Si zdaj zvest bolj pištoli pa sin ali tudi še trenirata oba s puško? Zadnje čase predvsem pištolo gojiva, oba tudi nekoliko lažje je z opremo in z vsem tem, tako da smo se preusmerili na pištolo. Tega sicer čisto ne razumem, zakaj je lažje z opremo. Zdaj ne vem, je cenejša pištola ali je manj to skupaj zaspraviti? Ne, manj je opreme, ker pri pištoli je dejansko od opreme samo pištola, ni posebnih oblačil strelskih, tako kot pri puški. Pa tudi pri treningu, recimo doma, dosti treniram suhi trening, brez diabole, samo dvigovanje, in je dosti lažje kot pa s puško. Brez diabole, to pomeni brez metka, ne? Brez metka, ja. Na suho? Na suho, ja. Pa prižgeš vseeno? Samo kondicijo. Ne, pri pištoli je elektronsko proženje, tako da lahko simuliraš proženje, izvajaš vse gibe normalno, kot bi med samim streljanjem, le zadetka ni na tarči. Dejal si, ni posebne opreme, uniforme, pa kako bi to dejal, obleke. Lahko potem takem, tako kot si zdaj oblečen streljaš? Tako, v trenirki, sicer v džinsu ne, je prepovedano, mora biti športno oblačilo, tenis copate in to je to. Zakaj pa je potrebno pri puški, jaz včasih gledam strelce potem kot roboti, ne? To je nekako vse trdo zgleda, ne? Tudi obuto je drugačna. Ja, tu pri tej opremi gre predvsem za nekoliko pri hlačah varovanje hrbtenice. Preko teh oblačil pa se tudi manj prenašajo te vibracije oziroma puls na orožje. Puška je potem stabilnejša, tako da pripomore tudi pri samim rezultatu. Če pa ni klime v telovadnici, če je streljanje, pa če kje zunaj, zna biti pa to zelo vroče, ne? Zna biti precej vroče, ja. Mislim, da je to usnjeno vse, ne? Ja, ni usnje, pač je... Bil precej taka debela, ne? Platneno, ja. Platneno, tako. Diha potem? Ja, malo že, ampak spodaj imaš še oblačila z dolgimi rokavi, pulover, hlače dolge, tako da zna biti precej vroče. Pa tudi videl sem, ko je konec, ko, ne vem, zdaj sem spremljal dekle, ki je streljalo, ko je potem izpadlo, preden se je usedla, je to kar trajalo, da si je dala to opremo dole, ker je kar trdo deluje. Tako, precej togo, vendar ta oprema gre vsa skozi preko kontrole pred tekmovanjem, tako da pretrda tudi ne sme biti. Aha, vse je to predpisano. Predpisano, ja. Pa brez naslona, to tisti cicibančki še lahko streljajo, ne? To mlajše kategorije, ja. Tam pa samo počivajo med enim in drugim strelom. Tako. Do 13. leta lahko orožje naslonijo, to je tudi zaradi varovanja hrbtenice pri mlajših kategorijah, ker puška ima 3,5 kg in pri dolgotrajnem treniranju so lahko tudi na hrbtenici potem posledice, ne? Pištola pa ima koliko? Pištola pa od 90 dek pa do kilo 20, kilo 30 mogoče, odvisno od modela. In zdaj pri tistem pravem streljem orožju vidimo, da malce
pride do trzljaja, ne? Kaj pa pri tem? Pri zračni pištoli ni, ker so kompenzatorji v pištoli ugrajeni, tako da ni nobenih trzljaja. Pa gre po istem sistemu prav toliko strelov kot s puško? V članski kategoriji in mladinski je enako, 60 strelov s pištolo in isto je tudi pri puški. Oto, z bratom sta bila pojem streljanja, pa sta še, pa še nekaj jih je bilo, pa mogoče, če gremo malce v zgodovino, Strelsko društvo 1956 Trbovlje nekako nakazuje staro, dolgo obletnico, daleč nazaj, čeprav prav to društvo pa ni toliko staro, ne? Ne, nakazuje na zgodovino streljajo v Trbovljih. V bistvu to naše društvo je nastalo s spojitvijo leta 2008, ko sta se spojila Strelsko društvo Alois Hochkraut in Strelsko društvo Trbovlje. Oba sta bila pa ustanovljena leta 1956, tako da v bistvu oboji imamo dolgo zgodovino, ampak glede na dejstvo, da so nam zaradi vpliva, rodarjenja podrli stališča na kipah. Jaz izhajam iz Strelskega društva Alois Hochkraut. Nam ni drugega ostalo, kot da smo se spojili s Strelskim društvom Trbovlje. In prišli tudi do strelišča potem? Ja. In če bi primerjal tisto strelišče staro, pa zdaj to? Kar se tiče ambienta, bi rekel, da je bilo boljš na kipih, bolj smo bili v naravi. Ima pa tudi ta strelišče veliko prednosti. Vsi smo locirani v bistvu v samem centru. Pozna se tudi na mladih. Včasih, bom rekel, ko smo bili na kipih, oziroma to Trbovljčani poznajo, se pravi zgornji del Trbovlj nad kolonijo 1. maja. Nismo imeli tukaj mladine, oziroma je bila mladina vezana nekje na kolonijo 1. maja, oziroma Hochkrautovo kolonijo in Nežo. Zdaj imamo pa ogromno mladino in se nam tudi v bistvu na samih rezultatih pozna. Če smo zdaj, ta teden je potekel državno prvenstvo in smo nastopili z 10 tekmovalci. To je veliko, ne? Ti si predsednik kluba, ne? Koliko je vseh članov, ki aktivno trenirajo? Aktivno nas nekje sodeluje med 40 do 50 do 60 tekmovanjih, ja. Trenira pa verjetno še kaj več, tudi veterani? Tudi veteranski pogon je zelo močen, članov imamo pa nekje okoli 100. Trening pa traja, recimo, to sprašujem zaradi tega, ker verjetno je težko organizirati prosto strelišče, čeprav ne, glede na to, da se druge stvari ne izvajajo v njem, se potem da, ne? Imamo nekje urnik usklajen, recimo pionirji te mlajše kategorije trenirajo v ponedeljkih, ob sredih, začnemo ob 4 do pol 5, začnemo rednem vajem, ostali pa vmes. Pa odrasli imate pa verjetno malo kasneje, ja, zaradi ur. Kolikokrat pa je treba, recimo, trenirati, da vam to uspe, ker je letos članske ekipi, da se je iz 1. B uvrstila v 1. A, kot drugo uvrščeni v 1. B, v 1. ligo, v 1. A ligo, ne drugo. Nekje v povprečju vsaj 3 do 5-krat na teden je zaželeno, da... Po 2 uri, uro? Ja, nekje po 2 uri. Je to samo streljanje? Zdaj, ali je to tudi kakšnega drugega ogrevanja, ne vem, to kot vidimo pri nogometu, košarki? Ja, velik del pripomore tudi stretching, pač pred samim treningom moraš mišice sprostiti in je dobro, da si sproščen. Verjamem, da kakšne sklece v dvigovanju uteži pred streljanjem ne pride upoštev? Ni priporočeno, no. To sem že jaz videl pri kameri, če sem kakšne sklece delal malce prej, še kar nekaj časa, ne gre. Torej, ni to, je pa treba imeti tisto fizično in psihično kondicijo. Vsekakor, ne. Kondicija... Zdaj ste tudi v naravo kaj teči? Jaz sicer bolj malo, ker mi čas glih veliko ne dopušča dober izgovor, ampak je res. Je pa priporočen zelo. Veliko streljcev ogromno teče. Čezdalje več tudi maratone so začeli pa teči, ali pa punce. Je dobro to. Malo odmisliš, da si še malo z naravo zraven, pa potem kak streljajo. Koliko strelov se pa spusti metkov, recimo, v tarčo na enem treningu? Ja, nekje, recimo mi, naša kategorija članska je v tekmovalnem delu omejena na 60 strelov, plus probe, ampak na treningu tam nekje med 60 in 100 streli. Vsak? Ja.
Je to kar drago potem? Kako je s tem? Ja, diabole so drage, ne. Recimo, a so to takšne na treningu, kot so na tekmi? Tudi, ja. Recimo mi vsi imamo stestiranje diabole. Recimo diabola, ko je stestirana, je lahko en metek, se pravi v grupi. To se pravi, da je nekje 5 mm, da ni nobenega raztrosa. Je zelo pomembno, da ko gremo mi testirati diabole za vsako sezono in potem s temi diaboli in treniramo in tudi na tekmujemo z njimi. Kako se pa preizkusi, da je fiksna takrat puška pritarjena ali izpod roke? Ne, so posebna namerila, ne vem, najboljš bi bom rekel, navadnim ljudem bi povedal, da je nekakšen primež, no. V primež se da puška in se potem stestira in tudi hitrost samih diabol ne sme biti prevelika, se pravi nekje tolerance ima 2 do 3 metre na sekundo. To se elektronsko potem meri? Tako, ja. Zdaj te tarče so elektronske vse že ali tudi še papirne? Ja, obstajajo po mojem nekje dobrih 99% društv v Sloveniji še trenira na papirnate tarče, klasične, kot smo mi do lanskega leta. Da se lahko malo pohvalimo, no, da imamo eno izmed najbolj sodobnih strelišč v Sloveniji, no, oziroma tudi okolj v Evropi. No. Pa je to potem kasneje kakšen prihranek, glede na to, da ni potrebno potem teh, pa se tarče verjetno niso bile toliko drage, ali pač? Ja, glede, društvo je nekje na let porabilo 30 do 50 tisoč tarč. To je pa kakšnega jurčka, ne? Ja, ja. In če enkrat nakup teh elektronskih, je potem samo vzdrževanje in... V bistvu stroškov nimamo praktično nobenih razen teh prednic v zadnji, ko se dajo, ki simulira lukno tarče. To je strošek, drugega pa ni, ne. Oči pa isto tako zaznajo to elektronsko tarčo proti tisti navadni ali še bolj? Te elektronske tarče imajo vgrajeno tudi svojo lastno svetlobo in nekako je dosti lažje streljati na to. Mislim, da nam je veliko pripomoglo tudi k rezultatom, da so se nam malo dviglo v zadnjem času. A lahko si svetlobo regulira vsak glede na svoj vid? Zdaj, če gremo, vem, da Rajmond Debevec, naš najuspešnejši, tudi olimpijski prvak, ima težavo z vidom že dlje časa, ne? In se mi zdi, da se z leti to tudi malce stopnjuje, zato mogoče malce slabši rezultati zdaj v zadnjem obdobju. Lahko si pomagaš, ne moreš pa 100% zregulirati. Obstajajo neke blende, ko si jih lahko pač priboljšaš svojem trenutnem vidu nekaj najboljše. Tudi kak barvni filter obstaja, ampak to se stane. Je pa verjetno od strelišča do strelišča različna svetloba, ne? Rumena, bela, je tukaj predpisana svetloba? Predpisani so luksi, pa naj bi bila tako neka nežna svetloba. Se pravi, na tarčih naj bi bilo nekje 1500 luksov minimalno, ne, in potem 300 luksov v samem prostoru minimalnih. No, ker recimo pri nogometu lahko igrišče fajn zmočijo, pa ekipo presenetijo ali pa ga ne močijo, pa je trdo. Verjetno je tudi tu svetloba, te lahko tudi ekipa preseneti. Mislim, da ne. Ni, tu pa ne. Ne, ker se pravi, je predpisano in tako. Minimalni standardi so določeni, kar je pa več, je pa še toliko bolj za strelca, ker pač bolje vidi. Naši gledalci lahko vmes spremljajo tudi nekaj teh strelov, kako se, mislim, da smo zelo veliko žensk posneli na teh državnem prvenstvu, ki so finalno tekmo, kako se to pripravljajo na strel, pa kako je tudi določeno, v katerem času morajo odstreliti tistih nekaj strelov. Ja, ne sme kasneje, ne? Tako, finale je določen, se pravi, prvi streli so 3 strele v času 150 sekund, potem sta pa po 2 posamezna strela naprej. Recimo 2 sta, začne se 2krat po 150 sekund, potem pa po 2 strela naprej in
se tekmovalke v bistvu same izločajo do zmagovalke. Ja, to je prav zanimivo, tudi za gledalce spremljati. Najprej gre 8. ven, pa potem 7., pa potem ne. Razen se včasih tudi zgodi, da imajo obe tekmovalke isti rezultat in potem je potrebno še dodatni strel za te dve same tekmovalke ali pa tekmovalca in se na podlagi na posameznega strela še izločijo. In potem na koncu se mi zdi, da 2 ostanejo. 2 ostanejo. In spet 3 streli, 2, 1, 2. Prvi in potem še drugi. Sprot pa poročanje, koliko vodi ena ali pa druga. Malo, tudi najboljši strel včasih, bom rekel, to je dosti odvisno od napovedovalca ali posamezen strel, obvezno pa mora povedati, se pravi tisto, ki je na robu, da lahko izpade. Še nekaj mi pojasni, mi ko spremljamo, velikrat slišimo 10-2, 10-8, to je desetka, sicer, če bi po ta starem, po ta starem je vse desetka. 10-0 je 10. 10-9 je pa strogi center. Je pa strogi center, je pa čist pokrit. Zdaj pa ta luknica oziroma ta črna pikica je tako velika kot metek? Ne. Ta pikica sredinska je, recimo, kar se desetke tiče, je recimo velika kot špica vašega 0,5 mm. 0,5, metek je pa? Je pa 4,5. Torej, in zdaj to ročno se to ne da več, to je zdaj vse elektronika. Drugače, imeli smo mi v naši regiji, imamo tudi avtomatski ocenjevalec za papirnate tarče. Na podlagi tega lahko točno določimo vrednost zadetka. Zdaj ni tistih prepirov, da ni bilo prav ocenjeno. Včasih jih je bilo. Je bilo, Nekoč so se še mogoče kako društvo kakšnega trika posvetili, da so imeli te vtičnike, da so imeli malo pobrušenih. Ampak... No, to včasih pri skokih, domačim so dali kakšno pol metra dlje, To je bilo kar nekako nenapisno pravilo. Zdaj je v bistvu praktično nemogoče, čeprav mogoče, ko ste že omenili državno prvenstvo, tam smo imeli tudi neke pritožbe na rezultat, so v bistvu bila rešena v korist strelca. Malo elektronka zatojila, ampak obstajajo sistemi, ko se da točno izračunati tudi peš vrednost zadetka. Kako uspešni ste pa bili Trboveljčani, pa vsi tisti, ki za trboveljski klub tekmujete na tem državnem prvenstvu? To je recimo smetana na kavi ob koncu sezone, ob uspešnem zaključku sezone, kar se tiče uvrstitve v prva ligo, članske ekipe. Ja, za državno prvenstvo je potrebno izpolniti določen rezultat, normo, in samo te tekmovalci imajo pač pravico nastopiti na državnem prvenstvu. Iz našega društva je uspelo to 13 tekmovalcem. To je veliko, Dosti, ja. Najuspešnejše so bile članice z zračno puško, so osvojile 3. mesto v ekipnem. Med posamezniki je najvišja uvrstitev uspela s pištolo pri članicah tekmovalki, je bila 9. in je za en krog zgrešila finale. Žal finale, Ja. Tako da je, mislim, da dokaj uspešno bilo, kar se tega tiče tekmovanja. Koliko pa je bilo vseh sploh na državnem prvenstvu? Na državnem prvenstvu v Trbovljah je bilo 286 tekmovalcev iz 56 društev. 1/3 približno je bilo žensk, 2/3 moških. Kaj pa vse te tarče, pa to so last kluba ali tudi država potem pomaga oziroma zveza? Da lahko postavimo montažno strelišče, si je potrebno elektronske tarče sposoditi, ker v Sloveniji jih ni dovolj, Strelska zveza jih ima samo 10. Mi smo si jih izposodili na Hrvaškem, zato večjo za dvorano. Finalno dvorano pa smo postavili z lastnimi tarčami iz društva, tako da smo tu nekoliko zmanjšali ta strošek. Koliko je pa treba tu skrbeti za varnost? Za varnost je poskrbljeno že iz strani po predpisih Strelske zveze, ker je potrebno imeti zavarovana orožja pred samim tekmovanjem. Med tekmovanjem pa, kar se varnosti tiče, ni posebne nevarnosti, da bi se karkoli zgodilo, ker to so le tekmovalci, ki so vajeni teh tekmovanj, rokovanja z orožjem, tako da kakšne posebne nevarnosti niti ni.
nekaj me je mogoče presenetilo v tej finalni sobi, ko sem snemal. Vem, pri tenisu, ko enkrat sodnik reče, zdaj pa tišina, je kar nekaj tišina. Tu so pa celo med streljanjem navijali. Je to čisto dovoljeno? Ja, dovoljeno je. Tudi v bistvu priporočeno je. Včasih je bila bolj tišina, je bilo kot na pogrebu. Zdaj pa so ploskali, ne vrže to strelca iz ritma? Z ritma ga vrže, ampak je pa pod nekim pritiskom te tekmovalci streljajo in posebni čar, kako ste rekli. A je tako tudi na olimpijskih igrah? Tudi, ne? Jaz sem res pričakoval, da je tišina, koncentracija. Bolj je tišina v rednem delu. Tam je v bistvu probajo, da strelci čim bolj optimalno dosežejo svoj rezultat, da niso moteni strani drugih. V finalu je pa dovoljeno. No, seveda s kakšnimi svetlobnimi stvarmi, to pa ne pride upoštev. Ne. Pa se tudi to dogaja? Mogoče kdaj kak fotograf, kak flash pozabi sklop, to je moteče. To pa je moteče, ker se zabliska, ne? Nič pa ne vpliva pri strelcih, tako pri pištoli, kot pri, recimo, s puško, ko ste vsi pripravljeni na strel, pa tam sosed že ustrelja, v tistem momenti, ko bi ti tudi želel. To, ki je moteče? To je koncentracija, jaz še nisem doživel. Recimo, mogoče bolj včasih je moteče, če je podlaga slaba, mogoče v kakšni telovadnici ali pa kje, ko je v montažnem, da so tla, da niso glih fiksna, da je mogoče slab parket. Da bi se sosednji tekmovalec premikal, potem se ti v bistvu sam zatreseš in to se zna narediti. Da je bila kakšna težava. Strelci smo pa tudi tako navajeni, da pazimo drug na drugega, se pravi na tekmovalce pred sabo, za sabo. In tudi recimo, če ti glih ne gre najbolje, pa ko zapuščaš linijo, boš toliko časa počakati, da ti da sodnik, ki je na liniji, dovoljenje, da se umakneš, da v bistvu namoti sotekmovalca. Je veliko fair playa tu, ne? Ja. Je pri puški pištoli kaj drugače? Zelo podobno. V ušesih imamo čepe, tako da tudi zmanjšamo hrup iz okolice, tako da je podobno kot pri puški. Ti nosiš očale, je to kaj težava na samem streljanju? Ja, pač treba je uporabljati potem še ostale pripomočke, razne blende, da si zmanjšaš količino svetlobe v oči, senčnike, sicer pa ne, je pač normalno uporabljaš očala kot za branje. So pa verjetno pri pištoli, laično si predstavljam, večje tarče, ne? Pri pištoli so večje tarče, ja, ker je tudi tresenje roke večje kot pri puški, ker le držiš samo z eno roko, tako da ja, so tarče temu primerno večje. Razdalje so pa iste? Isto, zračna puška isto na 10 metrov. Čeprav glede na to, da je manjša cev, verjetno metek ne leti toliko dolgo naravnost, ne? A tudi pri puški, ne, vse hitrosti so iste, tako da je zelo podobno. Ni to odvisno od daljša cev, bolj naravnost leti? Ne. Ni? Ne. Raztros je isti, ker tudi mi testiramo municijo za pištolo in z enako municijo pištola praktično naredi isto eno luknjo s 10 zadetki, če jo daš odprimeš. Zdaj, ko je državno prvenstvo končano, so bile pohvale za organizacijo? Ja, pohvale je bilo dosti, strani raznih društev še prihajajo. Mi smo bili z organizacijo zelo zadovoljni. Kaj pa po finančni plati ste prišli skozi? Po finančni plati smo prišli skozi, ampak predvsem po zahvali naših sponzorjev, pokroviteljev, donatorjev. Jih je bilo, mislim, da je bil med pokrovitelji tudi pokrovitelj naše oddaje, Eles? Ja. Sašo Mervar, hvala, ne? Ja, bi samo lahko posebej mogoče ob tej priložnosti zahvala, da tudi na Zasavje pogledajo. V bistvu Eles je že naš dolgoletni pokrovitelj. Tudi neki firm smo imeli Zasavja, pa bi se jim še posebej zahvalil. Moram pa reči, da nas je pa tudi letos presenetilo, da smo tudi na pozitivno ušesa naleteli tudi pri tujih sponzorjih, ki so nam sicer pomagali večinoma v materialu,
se pravi tem, ker miramo Diabolo, recimo češkega pokrovitelja smo imeli, no. Tako da bomo za naslednjo sezono smo zagotovljeni z Diabolom. To je dobro potem, ne? Ja. Kaj pa ti proizvajalci pušk, pištolj, so to bolj domači, tuji večinoma? Tuji. Mi, kar se pač našega programa tiče, v Sloveniji nimamo teh proizvajalcev. Diabole sicer proizvajajo v Sloveniji, ampak nažalost niso tu kvalitetne, da bi zadoščale našim standardom, ne. Tako da bil je tudi pokrovitelj Walter, se pravi nemška firma, in potem Steyr, avstrijska firma, ko proizvaja zračne pištole. Tako da se da tudi že z dobrimi rezultati pa z dobrim delom pridobiti tudi kakšnega tujega sponzorja. Letošnja sezona je zagotovo uspešna, že če samo to povemo, ne, kar smo prej omenili, ne, Dečanska ekipa zdaj v prvi A ligi, kjer je 12 najboljših slovenskih ekip. Kako pa ostali del strelcev? Kakšni so bili ti vidnejši rezultati? V letošnji sezoni smo tudi s pištolo tekmovali v prvi B ligi, vendar se nam nažalost točke niso poklopile tako, da bi obstali v ligi, tako da smo za eno točko izpadli v drugo ligo. So pa v regiji, v mlajših kategorijah, pionirji osvojili prvo mesto v regijski ligi. Mlajši pionirji so tudi v posamični konkurenci, je bil tudi zmagovalec regijske lige, tako da imamo podmladek, ki bo v naslednjih letih prav gotovo prosperiral z rezultati. Med ženskami pa sploh članska ekipa je zelo močna, če so osvojile tretje mesto na državnem prvenstvu. Med otroci pa nimamo punc, razen Strakoškova. Drugih pa... Familiarno. Drugače pa punc nimamo, ne. Kako pa je s trenerskim kadrom? Kako je to pri strelstvu? Verjetno vsi, ki tekmujete, tudi še kaj trenirate zraven, ne? Ja. Druge. Recimo moj brat Martin Strakošek, on je trener v našem društvu, v bistvu vodi pionirski kader, se pravi mlajše kategorije, v bistvu zdaj bomo tudi kadete dobili, no, tudi za Gorja. Tako da imamo, dosti imamo inštruktorjev tudi samih strelstva. Inštruktorji se reče, ne? Ne, prav trenerji, pa inštruktorji, ja. To isto treba za inštruktorja narediti tečaj, izpite, ja. Na fakulteti za šport so vsak... Kdo pa je vodja stroke po tem klubu? Je tudi kar predsednik? Ne, bo vodja stroke, bo kar bo brat. Brat, ne? To je tudi verjetno najbolj zveneče ime, brat, ne? Martin pa Sašo Korbar, ne? To sta pa večkrat na Jugoslavi, ne? Sašo, če se ne motim, ne? Tudi sta bila oba, sta bila prvaka. Za Sašo sicer nisem 100%, ampak Sašo je bil tudi evropski, mladinski prvak, so bili ekipno. Tako da brat je bil državni prvak tudi Jugoslavije. Oba sta bila tudi člana reprezentance dolga leta, no. Se lahko nadejamo. Imeli smo že olimpionike iz Zasavja v različnih športih, da bomo imeli kdaj tudi med strelci. Zdaj upam, da ne, ampak očitno je Rajmo Debevec dosegel tisti višek svoje kariere in verjetno je kako prosto mesto zdaj za koga drugega, ne? Ja, v bistvu trenutno mogoče ne, no, ampak imamo pa zelo perspektiven mlad kader, no. Smo imeli tudi malo smole na letošnjem državnem prvenstvu, ki je ta vikend potekal v Turniščah. Naši najboljši mlajši pionirji bi imeli krepko možnost za osvojitev tudi kakšne medalje. Malo smo imeli nesreče, si je zlomil ključnico in izmed naših ključnih akterjev. Tako da smo bili tle mogoče za kako medalje. Ne na tekmi. Ne na tekmi, pred tekmo, no. Bom rekel, en teden nazaj, no. Tako da, če bomo gledali naprej in nudimo vso najboljšo podporo, imamo tudi možnost za kako olimpijado kdaj v naslednjih letih. Recimo čez 4 leta potem, ne? To je ista ekipa teh mlajših pionirjev, ko so bili lani državni prvaki med Cicibani, ne? Tako da grejo po teh stopinjah naprej in upamo, da bojo tudi v naslednjih letih. Prvo leto so bili, zdaj mlajši pionirji, 7. mesto je osvojil Kaludar Blaž.
Tudi Luka Šoper je bil zelo dober, zelo visoko uvrščen, medtem ko njegov brat Jakob je mogel pa na bolniški počivati. Kdo se odloča za ta šport? Zdaj sta vidva oba začela z strelstvom ali s kakšnim drugim športom prej? Jaz sem začel s strelstvom prej, nisem drugega. Ja, od 15 leta naprej sem se temu športu zapisal in to še vedno traja. Jaz se pa v bistvu sem začel s karatejem. V Trbovljah, ja. Potem so me pa premamili rezultati bratovi. V strelstvu, tako. In sem od 10. leta zvest strelstvo. In tudi že nasledniki zdaj slišimo, ne? Ja, tudi. Hči Hana je bila 19. zdaj na državnem prvenstvu. Žena je bila članica ekipe. Nekje je bila 3. medalja. Se lahko pohvali, da ti pa ne, ne? Tako. To je večkrat doma, ne? Na ta računih, kako slišim, ne? Ampak tako je. To je lepo slišati, ne? To ni nič slaba kritika, ne? Je to, ki je povezano strelstvo tudi s tvojim poklicom? Jaz verjamem, da ti kot policistu ni treba streljati. Ne, hvala Bogu. Hvala Bogu, ne? Da smo še kolikor toliko varni, ne? V Sloveniji smo zelo varni, kar se tega tiče. Se pravi, neke splošne varnosti. Posega po streljnem orožju v Sloveniji ni velik, tako da tudi upam, da ga v Zasavju oziroma v sami Sloveniji, da ga bo čim manj. Smo varni kljub stavki, dolgomesečni stavki že policistov, ne? Kar ne uslišijo vas, ne? Tudi policisti, vsi policisti upravljajo, ne glede na stavko, upravljajo policijska dela ne zmanjšano, bom rekel, za varnost samih državljanov, medtem ko kakšne prometne prekrške pa opozarjajo kljub stavki. Na tistih obveznih vajah, ki pa so kot policisti, ki jih imate, pa verjetno ne strelja zračno puško, ne? Ne. Pa sta prava pištola. Tam pa s pravim orožjem, v bistvu službenim orožjem. Službenim orožjem in je to treba na vsake toliko časa obnavljati. Pa so tudi tu boljši kot drugi? Ja. Kar, ne? Ne, da se ne bom hvalil, ne, ampak normalno bi bilo, ne. Skoraj žalostno bi bilo, če ne bi bilo, ja. Ja, hvala vama za obisk v studiu. Mogoče samo še to, vas v klubu kaj čaka do poletja še kaj takšnega zelo zanimivega? Zdaj se prične sezona malokalibrskega orožja. Tu sicer ne tekmujemo veliko, razen jaz se udeležujem tekmovanj z malokalibrsko pištolo. Sicer pa smo malokaliber malo opustili, ker niti nimamo primernih prostorov za vadbo in je pač malo teže, povezano tudi stroški in prevozi na treninge. Tu so že pravi naboji, ne? To so že pravi naboji, ja. To se strelja na 50 metrov, tako da. Kakšnih drugih? Daj se pa začne prvenstvo potem? Imamo še za občinski praznik 1. junija. Naše društvo zmeri organizira tekmovanje. Tam se strelja serijsko puško, ko so naši veterani, letošnji državni prvaki. Aha, skoraj bi jih pozabili. Tako, najbolj aktivno, tako da so vsi v bistvu še drugi vabljeni, ne? Tako da lahko se kdo... Serijsko, to pomeni, da je to za nas tudi, ne? Tako, klasični merki, odprti merki. Serijska ti pa uporabljaš kakšno? Standardno orožje. Standardno, ne? To serijska je za... Z odprtimi merki. Ja, tako. Tam so pa diopterski merki. Ja, no. Recimo, da mi je to jasno, ne? Ja. Daj se pa prvenstvo začne, liga? Oktobra. Torej, za priprave dosti čas boste kupili kakšnega novega še, nabavili, ali bo kar iska ekipa ostala? Kupili ne bomo nič, ker nimamo sredstva za to namenjenih, no. Tako da vsi so pa dobrodošli, tudi, bom rekel, zadnja ojačitev iz Zagorja je bila zelo dobrodošla, moram povedati tudi, no, sem mogoče malo prej omenil, da imamo tudi pionirje dobre, Zagorjane, ne. Tako da imajo super strelcev v Zagorju, no. Dejal si zadnja ojačitev pri članih tudi iz Zagorja? Ja, to so bili Bogdan, oče in sin. Tako, oče in sin, tudi Kisočan, Dejan Stančevič je prišel z Zagorja, imamo tudi župan Domin, pa
Deželak Filip sta Zagorja pionirala, letos sta nastopila tudi na državnem prvenstvu. Tako da je to sodelovanje. Koliko pa jih je v tej ligi, prva liga recimo, pa pri ženskah, koliko jih mora biti na tekmi? Koliko jih streljajo na posamezni tekmi? Na posamezni tekmi prva liga je 12 ekip, 36 tekmovalcev. 36 tekmovalcev? Trije iz vsakega društva. In potem se šteje? Tako, 6 kolje in po 6 koljih dobimo zmagovalce. Tako da nam je zdaj malce bolj jasno. Jaz upam, da smo bolj kot ne vse pojasnili. Bo pa še priložnost, da kakšno rečemo. Hvala za tokrat. Hvala tudi vam za povabilo. V Evaje centru ponujajo tudi zastirko za na vrt iz lesnih sekancev. Zastirka se uporablja za posipanje v vrtovih in travnikih okrog okrasnih grmovnic za zastiranje plevela. Zastirko lahko posujemo in uredimo pohodne steze in poti in označimo gredice. Les kot ekološki naravni material deluje dekorativno in okolju prijazno. Gre za proizvod iz slovenske smreke. Ker so sekanci pakirani v priročnih vrečah, so le-te enostavne za prevoz in prenašanje. Zaradi majhne teže ne boste imeli težav pri dvigovanju in se lahko naložijo v vsak osebni avto. Sekanci so pakirani v 35, 50 in 100 litrskih vrečah. Pohitite v Evaje center, da vas plevel ne prehiti. Sledi še drugi del oddaje. Nogometaši Zagorja so v 18. krogu 3. slovenske nogometne lige gostili Kolpo in visoko zmagali. Na prvi zadetek nismo dolgo čakali. Že v 16. minuti je po lepi akciji zadel polno Anže Gorišek. To pa je bil tudi izid polčasa. V nadaljevanju pa povsem drugačna slika. Ivica Perić, ki je najprej zapravil še eno v nizu svojih priložnosti, se je razigral kot le malo kdaj. Po pravem slalomu je v 61. minuti povišal na 2-0. Slabih 6 minut kasneje pa že na 3-0. Po tem zadetku so svojo priložnost izkoristili tudi Belokranjci in znižali na 3-1. O končnici tekmi pa še 2 zadetka domačih igralcev. V 80. minuti je odbito žogo od vratnice v mrežo poslal Jaka Prašnikar, za končnih 5-1 pa je s klasičnim hat-trikom poskrbel Ivica Perić z natančnim strelom znotraj 16-metrskega prostora. In kako je videl najvišjo zmago svoje ekipe v nadaljevanju prvenstva, eden stebrov zagorske obrambe, Tomaž Nahtigal. Začetek je bil obetaven, 2 priložnosti Perića pa stativa Mlinarja, potem pa hiter zadetek za 1-0 v 16. minuti. Potem pa kot da ste se zadovoljili do polčasa, ste malo po domače povem stopili na žogo, v nadaljevanju pa fantastična igra, visoka zmaga. Vaša ocena? Ne vem, rezultat ne kaže, ni bila tako lahka tekma, kot kaže rezultat. Tako da, ne vem, prvem polčasu gol smo dali, pol pa igra malo padla, no. Ni bilo to nič načrtno, ampak, ne vem, igra nekako ni stekla, na sredini smo malo izgubili, tako da, ampak na koncu važno, da je rezultat tako, kar mora biti, za konec smo izkoristili se šanse in to je to. Ampak Kolpa ni slaba ekipa, tako kot ste dejal, napomni, kdaj so nazadnje prijeli 5 zadetkov. Pa, ja, niso slaba ekipa, kar kaže tudi to, da so na lestvici pred nam. Tako da doma so sploh čvrsti, v gosteh pa pač, če dobijo pika, dobijo drugače. Ampak ja, danes nam je stekel, šanse smo izkoristili, Perić se je razstrelil, tako da to je to. Zdaj greste v žiri ekipo, ki ste jeseni premagali gladko tukaj. Ja, gremo na zmago, kot vsako tekmo, bo težka tekma, tako da borbeno pa tako vsako tekmo po tekmo in to je to. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam. Nogometaši trboveljskega Rudarja bi morali gostovati v Komendi, a so na željo gostiteljev pristali na predstavitev tekme, ki bo tako na sporedu 20. tega meseca. Derbi je odigran bil v Ljubljani, kjer so vodeči Ilirjani gostili drugovrščene Ivančane. Srečanje se je končalo z zmago Ivančanov, ki so se na ta način znova zavihteli na vrh lestvice. Vodeči zadetek za Ivančane je sredi prvega polčasa dosegel Andreja Novosel, za končnih 2-0 pa je poskrbel Janko Pene.
Rokometašice Zagorja nadaljujejo serijo uspešnih iger. V 19. krogu prve A lige so na gostovanju v Hrpeljah visoko s 43-25 premagale ekipo domačega Jadrana. Trener Voglar je dal priložnost vsem igralkam in prav vse z izjemo vratark so se vpisale med strelke. Največ, po 7 zadetkov, pa sta dosegli Lea Kranjc in Nataša Lepoja. V prvi B ligi so odigrali tekme 22. kroga. Vodeči Dolani so brez posebnih težav zanesljivo z 31-24 premagali goste iz Črnomlja, ki so bili konkurenčni le do 19-19. Ko pa je stopil na sceno vratar Klemen Sikošek, ki je dobesedno zaklenil svoja vrata, pa se je tehtnica hitro začela nagibati na stran Kemičarjev. Gregor Klepej z 9 zadetki ter Klemen Brilej s 6 in Kristjan Baurheim s 6 so bili že v omenjenem Klemnu Sikošku najzaslužnejši za novo zmago, ki še naprej ohranja Dolane na vrhu lestvice. Visoke zmage so se veselili tudi rokometaši Herč-Martnega, ki so v Pungartu visoko kar 42-25 premagali slabe Grosupeljčane. Med 11 strelci domače ekipe sta največ golov dosegla 2 Tilna. Strmljanih je dosegel 6, Bučar pa 5. Do visoke zmage so prišli tudi Ivančani. Rokometaši Sviša so na gostovanju v Železnikih 24-14 odpravili domači Alples. Najboljša strelca sta bila Matej Košir s 7 in Jernej Furdi 6 zadetki. Posebej veselo pa je bilo v Trbovljah, kjer so rokometaši Rudarja s 35-28 premagali goste iz Radovljice in si ob razpletu na ostalih igriščih 2 kroga pred koncem prvenstva druge lige zagotovili napredovanje, pa tudi prvo mesto. K zadnji zmagi na domačem parketu, ki jo je mimogrede pospremilo kakšnih 400 nadušenih gledalcev, je Robi Habjan prispeval 7 golov, Primož Kuhar 6 in Uroš Frece 5. In kaj sta ob rob velikemu uspehu povedala 2 ključna moža, trener Gregor Pesko in predsednik kluba Uroš Drobnič. Konec dober, vse dobro. Čestitka, cilj je dosežen. Ja, najlepša hvala za čestitko. Ja, cilj je dosežen. 2 leti smo delali, zdaj nam je končno uspel. Z malo sreče nam bi mogoče želani, ampak letos so v Pubi dozoreli, pa smo zmagali tiste tekme, ki smo mogli in tako pripeljali to do konca. 2 kroga sta do konca, vi pa se že veselite. Prvo ali drugo mesto v stvari je vseeno. Važno je bilo tisto, kar smo že rekli, napredovanje. Ja, sigurno, prvi cilj je bil sigurno napredovanje, ampak jaz verjamem, da bomo tudi to zadnjo tekmo zmagali. Če nam slučajno rezultati ne grejo na roko, bo potem za prvo mesto tekmo v Jadrani zmagati. Jaz verjamem v Pube in verjamem, da bomo tudi to tekmo zmagali. Kako pa ocenjujete današnje srečanje? Po 10 golih razliko ste dali praktično prednost oziroma možnost igre vsem fantom. Ja, na začetku malo nervozno, sigurno, ker ta tekma je odločala v napredovanju, tako da je fante po eni strani zastopni, da smo delali napake, ki jih drugače ne. Ja, potem smo si v drugem polčasu preigrali to prednost in suvereno do konca pripeljali tekmo. Hvala lepa in srečno naprej. Hvala lepa tudi vam. Gospod predsednik, fantje so svoje povedali, dokazali so se na igrišču, zdaj ste vi na vrsti. Ja, sigurno, fantje so pokazali, da so dozoreli. Tudi v preteklih letih, bom rekel, smo bili blizu, pa vendar mislim, da nismo bili dozoreli, da gremo naprej. Uvrstili smo se naprej v prvo B ligo, kljub temu pa smo tudi zreli, da igramo prvo B ligo, kar je še bolj pomembno kot to, da smo se uvrstili. Mi bomo naredili vse, da omogočimo igralcem, tako kot letos, dobre pogoje, da bomo konkurenčna ekipa v prvi B ligi v naslednji sezoni. Tisto, kar se je pred leti dogajalo v Rudarju, je bilo seveda težek udarec za ves Trbovski, pa tudi zadnji za zasavski rokomet. Ampak načrti, oziroma program, ki ste si ga zavzeli, predvsem s temi mladimi, svojimi domačimi fanti, ste prišli na prvo stopnico povratka slave. Sigurno, trenutno so drugačni časi, kot so bili. Bil je hud udarec 2009, ampak zelo dobro, da smo takoj ustanovili novo društvo, da so mladi igralci, ki so bili v starem klubu, lahko nemoteno nadaljevali prvenstvo, tekmovanje na nižjih nivojih. 2 leti nismo imeli članske ekipe, potem smo člansko ekipo ustanovili z pretežno neizkušenimi mladimi igralci,
ki niso mogli pričakovati kaj več, kot da se kalijo. Potem pa pretekle naslednje sezone smo bili že blizu, ampak mislim, da nam je še manjkalo določene zadeve, ki smo jih letos dopolnili in sestavili ekipo, ki je vredna nadaljevanja v prvi ligi. Pretežno pa je sestavljena ekipa z mladih igralcev, ki so doma vzgojeni, z dodatkom neki izkušenimi igralci. Tudi Žan Gerek se je vrnil z določenimi izkušnjami in mislim, da je to prav recept za napredovanje. Prej ste rekli, da boste fantom zagotovili pogoje. Mar to pomeni tudi kakšno ukrepitev? Kajti prva liga je le bistveno kvalitetnejša, bolj zahtevna iz tekmovalnega vidika. Definitivno razmišljamo o tem, predvsem pa letošnji sezoni v drugem delu smo se že želeli ukrepiti, pa je stvar birokracije, o kateri ne bi danes govoril, prišla do tega, da Nikola Ravnevski ni mogel nastopati za nas. Želeli bomo zadržati Nikolo za naslednji 2 sezoni, tako da mislimo, da je ta, če zadržimo vse te naše fante, bom rekel, pa mogoče dobimo še nekega Levičarja, da je to ekipa, ki je sigurno konkurenčna za prvo B ligo. In naj bo ta prva B liga prva stopnica povratkov v elitno divizijo slovenskega rokometa in s tem vrnitev Trbovlja na rokometno karto Slovenije. Sigurno bomo stremeli tudi k nadaljnjim korakom, ampak s pametno glavo, torej da bo ekipa pripravljena tudi igrati prvo A ligo, ne samo da bo tam se uvrstila, pa potem životarila, da bomo, bom rekel, in finančno in organizacijsko sposobni in da bojo fanti dozoreli, da lahko, bom rekel, konkurirajo tudi v višje rango. Zaenkrat pa je to, šli bomo korak za korakom. Hvala lepa za pogovor in pa čestitke k lepemu uspehu. Hvala tudi vam. Košarkašice Feliksa so svojo prvo sezono tekmovanja v drugi ligi končale s porazom proti ekipi Krke iz Novega mesta. Dolenjke so bile pričakovane boljše in svojo premoč potrdile zmago 73-44. Za ekipo Feliksa sta po 10 točk dosegli Rusine Natalija Merkulova, ki je ob tej priliki odigrala verjetno zadnjo tekmo za zasavsko ekipo, in Mojca Ahac. V začetku aprila je v Milanu potekalo mednarodno tekmovanje v kickboksu, ki se ga je udeležilo skoraj 1000 tekmovalcev. Za klub borilnih veščin Podnokvan Zagorje so nastopili Zala Rozina, Tija Šilesnec Kozole, Luka Leskovar, Tadej Kolander, Tina Baloh, Tjaša Kovačič in Miha Drnovšek. Najboljši rezultat je dosegla Tina Baloh, ki je zmagala v kategoriji starejših kadetin in mladink do 65 kg. Odlično so se borili tudi ostali. Tija Šiles je bila druga v kategoriji mlajših kadetin do 47 kg. Isti rezultat je dosegel tudi Tadej Kolander med mladinci do 84 kg. Tretja mesta so osvojili Luka Leskovar, Zala Rozina in Nejc Kozole. Sledi pregled 13. kroga prve lige malega nogometa in veteranske trim lige. Najprej prva liga, Pik Panther, Zvezda Bar, Športno društvo Mlinše 1-2-2, Športno društvo Čolniše, Športno društvo Mlinše 2-0-3, Šentlambert Gamsi Juventus 0-5, ŠDK Rigl Merli, Lovsko društvo Klančiše 3-6, Turisti Antimon Bar 91-1-5 ter Športno društvo Čolniše 1, Barbara Bar Topničari 1-2. Močno je v vodstvu Hrastniški Juventus, druga je druga ekipa Mlinš, tretji pa so Pik Pantheri. Še izidi veteranov: odpisani Športno društvo Praproče 0-7, udarnik Športno društvo Mlinše 2-10, Škoti Bekslbar Antimon 9-2, Pizzerija Kukuca Muhi 3-0, Proletarec Mizarstvo Zupanč 4-1, Športno društvo Izlake Tim Hrastnik 4-1, Šentlambert Športno društvo Čolniše 1-3 ter Luka Bar Polje Zasavc 3-2. Na prvem mestu je ekipa Džeri, drugi so člani ekipe Športnega društva Mlinše, tretji pa so člani Športnega društva Praproče. Med strelci za vrednostni bon ETV in gostišča Hram je v veteranski trim ligi prvi Lojze Smrkolj iz Športnega društva Mlinše, ki je dosegel 22 zadetkov. Med strelci preostalih lig je za zlati prstan ETV v vodstvu Jaka Biza, ki je dosegel 20 zadetkov in ima ravno toliko točk. Drugi z 19 zadetki in točkami je Mišel Žalac, oba iz Juventusa. Lojze Smrkolj, ki igra za Mlinše, je tretji z 18 zadetki in točkami. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Srečno!